To, da bo vsak čas prišel čas, ko bo 20% slovenske družbe v najboljših letih, torej je stare 65 let ali več, to je civilizacijski dosežek. To ni težava, to je civilizacijski dosežek. Tisto, kar pa smo kot družba dolžni, pa je, da se temu prilagodimo. In če kdaj je sedaj čas za to. Dovolite mi, da vam povem, kje vidim sam kot politik v tem trenutku dve najpomembnejši prioriteti. Saj mnogo stvari je potrebno urediti. Vendar v resnici se je potrebno zlasti osredotočiti na tisto, kar je najpomembnejše. Prva zadeva, ki je meni kot človeku, kot državljanu, kot politiku, kot Prekmurcu, kot tudi malo kot Štajercu, nesprejemljiva, je naslednje. V tem trenutku približno, tako kažejo uradni podatki, 120 000 upokojenk in upokojencev potrebuje neko vrsto pomoči. 120 000. In v tem trenutku jo, zato ker je finančna zmožnost prisotna, dobi samo 60 000. Hočem povedati, da v času, ko se kot družba razvijamo, ko se tudi staramo, do tega trenutka nismo uspeli izgraditi tako imenovanega solidarnostnega modela med vsemi generacijami, zato da, ko si starejši, da ne bi bilo potrebe na te strani. To je za mojo videnje, o tem govori tudi vedno znotraj politike, znotraj koalicije in tudi širše, v tem trenutku najpomembnejši projekt. Mi si kot družba enostavno ne moremo dovoliti, da 60 000 upokojenk in upokojencev, ki ne zmorejo sami financirati dodatne pomoči, pustimo na cedilu. Res je, da smo se dogovorili, gospa ministrica je to že omenila, da tako imenovani zakon o dolgotrajni oskrbi, imena so tako težka, da človek pogosto niti ne ve, kaj pomenijo. Ampak dogovorili smo se, da model solidarnosti, ker bo vsak od nas prispeval, pa ne mnogo, ampak če bo vsak od nas prispeval in prispeva nas lahko 1,5 milijona ljudi, ki živijo v Sloveniji, mi omogočimo v resnici brezskrbno starost. Tako da vse, kar je v moji moči, bom naredil, da to tudi izpeljemo. Naslednja zadeva. Mi v Sloveniji kot nekaj samoumevnega gledamo na pravico do kvalitetne zdravstvene oskrbe kot osnovno človekovo pravico. V resnici, v širnem svetu, to ni nekaj samoumevnega. Nažalost, v veliki večini držav pravica do kvalitetne zdravstvene oskrbe tržno blago. Navadno tržno blago. Koliko imaš denarja, da se čim dražje zavaruješ, takšno pomoč boš dobil takrat, ko jo potrebuješ. Zato je tako zelo pomembno, da ob vseh pretresih in vseh napadih na slovenski javni zdravstveni sistem, ki v resnici ni tako zelo slab, ima pomanjkljivosti, kakor imajo vsi zdravstveni sistemi na svetu. Meni je nesprejemljivo, da nam hodijo pamet soliti iz držav, ker samo 15% ljudi ima kvalitetno zdravstveno oskrbo, ker so finančno zadosti močni. 85% pa je nima. Ti ljudje nam nimajo pravice soliti pamet in spoštovane gospe in spoštovani gospodje, res moramo vsi skupaj vse narediti, da javni sistem zdravstvenih storitev ohranimo, če je potrebno tudi več financiramo, zato ker je prav, da je to osnovna človekova pravica. Spoštovane gospe, spoštovani gospodje, še nekaj vam želim povedati iz srca, zakaj tako zelo cenim vaš festival. Na tem festivalu slišim slovensko besedo. Na tem festivalu srečam mnogo, ampak res mnogo pristnih kulturnih dogodkov. In na tem festivalu se pogovarjamo tudi o pripadnosti skupnosti in spoštujemo lastno zgodovino. In to, kar sem sedaj povedal, je, če nekoliko parafraziram doktora Matjaža Kmecla, to je definicija Slovenk in Slovencev. Zato to, kar počnete v resnici v širše dobro, prosim lepo počnite še naprej in spoštovane gospe, spoštovani gospodje, zelo sem srečen, da ste tukaj med vami. Hvala.